Društvo Gaha letos organizira že 4. vseslovensko odpravo zapored. Začeli smo leta 2013. Gre se predvsem za to, da večina šol, ki se na novo pridružijo MEPI-ju, še nima zadosti izkušenj z vseslovensko, mislim, z odpravami nasploh. Društvo Gaha Slovenija smo v bistvu društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI. To smo vsi tisti, ki smo že pridobili zlato priznanje MEPI. Je pa v Sloveniji že 5 generacij, ampak tudi že 6. generacija, ki bo priznanje še dobila, že veselo sodeluje. Odprava pa letos poteka na širšem območju Jelovice in tudi Škofjeloškega hribovja. Udeležencev imamo letos 47, je pa vsega skupaj 8 skupin. Vloga organizatorjev zlatnikov je predvsem v vlogi ocenjevalcev. Ocenjevalci so tisti, ki presodijo oziroma presodimo, če je odprava res ustrezna, če so udeleženci taki, kot morajo biti, rečemo. Odprave v programu MEPI naj bi potekale na čim bolj neposeljenem, odljudnem območju in zato je Jelovce idealna izbira. Ne samo, da je sam gozd, pa ogromen poti, tako da lahko na vsakem koraku zaidejo, ni nobenih naselij, pa tudi redno prisotni medvedji, volkovi, risi, skratka, žurke za udeležence. Danes smo v cilju drugega dne naše zlate odprave. To je za nas 5. odprava, torej zlata preizkusna odprava. Za mano je že kar nekaj odprav, tako da sem že dosti izkušnja v tem, kaj moram spakirati, pa kaj je pretežko, kaj je čist odvečna teža. Tako da to se je zelo zboljšalo od bronaste, ker na bronasti sem imela težji ruzak od zlate odprave, kot do zdaj, zaradi tega, ker sem pakirala veliko preveč stvari in sem imela težek ruzak po mojem 13 kg, zdaj imam pa samo 8. No, danes smo se imeli zelo fajn, ker smo se nekako še bolj povezali kot ekipa. Ni bilo orientacijsko tako zelo naporna, tako da smo imeli samo ravno cesto in smo se veliko pogovarjali, tako da to je bilo zelo fajn. Jelovca je zelo lepa, kot te planine, ki so pa smreke, vse je zelo lepo. Videli smo tudi precej veliko lepih razgledov že včeraj na Vodiški planini, pa še danes Babji zob. Tako da to je bilo zelo lepo in je res uživamo v teh razgledih. To je tako nekako nagrada za vzpon. No, meni se zdi, da brez tablic in telefonov in interneta, česarkoli, je še boljš, ker se bolj povežeš z ljudmi, ki so okoli tebe in bolj se potrudiš do tega, da si v stiku z drugimi. No, vreme ni tako super, ker smo se isto kot lansko leto odločili, da gremo delati odpravo na 3 ledene može, ker ni tako fajn, tako da vreme ni tako, je nekako muhasto in je 5 minut dežuje, čez 5 minut je pa že sonce. Vreme ne vpliva na odnose v skupini, po mojem, da se še bolj povežemo, ker se smejemo temu, kako smo v slabi situaciji in kako se bomo zdaj mogli prevedriti nek. Vsa slovenska odprava je zelo zabavna, ker je veliko drugih ekip in se tudi med sabo spoznamo in zvečer zakurimo kakšen ogenj. Sicer spimo v različnih šotorih, ampak še zmeraj je zelo fajn, da se podružimo, preden gremo spat. Na vseslovenski odpravi imamo zdaj možnost, da v bistvu vidimo, kako naj bi to potekalo, ker smo tukaj nova organizacija, ki je pristopila v MEPI program. Zlatniki nam pomagajo, nacionalni urad nam malo pomaga in nekako izmenjujemo izkušnje in se mi zdi, da tudi z drugimi šolami in tako lahko marsikaj odnesemo od tega in se naučimo skupaj. Območje, kjer se nahajamo, se pravi sama Jelovica, je poseben izziv tudi za spremljevalce in za ekipe. Malo spremljevalci zaidejo, malo ekipe zaidejo, ampak meni se zdi to, da se zgubijo, se ne zdi nič hudega. Vsak mora dobiti isto izkušnjo, vsake toliko časa moraš tudi en breg 2-krat garbati, enkrat dol, enkrat gor. Eni so danes to naredili en breg 3-krat, tako da uživajo. Ampak meni je všeč predvsem to, ker kljub temu, da zaidejo, kljub temu, da je včasih težko, tista življenjska energija ostaja in vsekakor pridejo na cilj. Moje izkušnje, da sem se te organizacije projekta sploh lotil, izhajajo predvsem iz tega, da sam živim že 24 let v gozdu. Tam moraš vedeti, lisica je tvoja soseda, srna je tvoja soseda, eni pravijo, da volk pošto nos. Pa tudi program MEPI sem bil sam udeleženec, dal čez vse preizkušnje, dobil zlato priznanje. Zdaj sem tudi trener v programu MEPI za odprave, tako da nekih izkušenj ne manjka, imam pa tudi krasne sodelavce, same gajstne MEPI-ovce. Najlepše je, ko prideš na cilj in so tam udeleženci, vsi zmatrani, ampak veš, da so dali precej čez, da je to za njih ena nepozabna izkušnja in da čeprav so te res mogoče kdaj med odpravo natolili, kam si jih poslal, pa zakaj je to tako težko, bojo čez 1-2 leti z velikim zanosom govorili in še vsem prijateljem, pa familiji, pa detkom, pa babicam, pa stricam. Skratka, to bo ena zgodba, ki jo bom jaz zapovedati vnukom, se bojo pa tudi marsikaj naučili. Če ne drugega, malo sobivanja eden z drugim, to danes veliki večini ljudi žal ne gre več. Pa še fino je, nekaj vidiš, da se ljudje znajo malo odklopiti od računalnika, pa polk jim po 2 dneh baterija na telefonu crkne, pa je konec vsega.
Skratka, vsi, ki sedite lepo tam nekje na kavču in se ne zavedate, da okoli rastejo spreke, pa da se sprehajajo medvedji, pejte majčkeno ven, vsaj odprite okno, odgrnite zavese, žaluzije, pa pridite na Mepi, ker mi se imamo fino, haramo po hosti cele dneve, no pa še kaj drugega delamo, ampak več o tem, če pridete zraven.